Pogledali si bomo rešitve preverjanja odvodij C, pa kar začnimo pri prvi nalogi. Produkt dveh števil je 25. To pomeni, imamo število A in število B, produkt, torej krat, je 25. To je zdaj prva enačba, ki ima dve neznanki, A in B. Zato je nujno potrebna še ena enačba, da bomo lahko neznanki določili. Piše pa, določi števili tako, da bo njuna vsota najmanjša. Kaj zdaj to pomeni? Tako, da bo njuna vsota A plus B najmanjša. To je zdaj naša funkcija. Ker so tukaj neznanki A in B, bomo iz prve ven izrazili A. A je 25 polomljeno z B. Vstavimo drugo in dobimo, da je tukaj 25 polomljeno z B plus B in to je zdaj neka funkcija, ki je odvisna od B. Piše, da mora biti vsota najmanjša. To pomeni, da moramo določiti ekstrem te funkcije. Ekstrem je najmanjša ali največja vrednost. Pa poglejmo. F črtica od B, koliko je? Zdaj, 25 polomljeno z B bi lahko napisali tudi 25 krat B na minus 1 plus B. In odvod od tega prepišemo 25 krat minus 1 krat B na minus 2 plus odvod od B je 1. Ker iščemo ekstremno vrednost, torej najmanjšo ekstremno, gledamo, kdaj je ta odvod nič. In zdaj imamo enačbo. 25 krat minus 1 je minus 25, B na minus 2 lahko rečemo tudi minus 25 polomljeno z. Tako iz tega ven zdaj rečemo minus 25 B na minus 2, to je polomljeno z B na kvadrat, plus 1 je nič. Zdaj, če si predstavljamo, da to, ker je negativno, damo na drugo stran, dobimo tole. 1 je 25 polomljeno z B kvadrat, tako da je tukaj enina. Ena enina je 25 B kvadrat. In zdaj poznamo pravilo, recimo, če imamo, ne vem, 2/3 je isto kot 4/6, se pravi, ulomek je enako ulomku, lahko to dvoje zmnožimo, pa to dvoje zmnožimo. Dobimo 2 krat 6 pa 3 krat 4 in je ta vrednost ista. Torej bomo zdaj zmnožili 1 in B kvadrat in 1 in 25. In dobimo 1 krat 25 je B na kvadrat krat 1, torej je 25 B na kvadrat. Koliko je zdaj tukaj rešitev? Prva rešitev, zdaj, to je kvadratna enačba, gremo lahko na pamet. Kdaj je B na kvadrat 25? Takrat, ko je B 5 ali minus 5. Lahko pa kot kvadratno enačbo damo vse, se pravi, še ta 25 na drugo stran je minus 25 je nič, pa dobimo, da je to B plus 5 krat B minus 5. In kaj je rešitev? B je 5 je minus 5 in tukaj B je 5, da bo to nič. In to sta dve rešitvi. Zdaj, dveh števil, kdaj bo produkt dveh števil njuna vsota najmanjša? Eto, če vzamemo, da je B minus 5, potem dobimo, da je A 25 deljeno z minus 5, to je minus 5. Se pravi, če sta A in B minus 5, koliko je njuna vsota? Minus 5 plus minus 5. In vsota je minus 10. To je najmanjša. Če pa vzamemo vrednost 5, 5 krat 5, še to. Ta kvadratna funkcija, B kvadrat minus 25, ta A v spredi, se pravi, pri B kvadrat je člen 1, pozitivno, se pravi, funkcija tako obrnjena in zato bo ta ekstremna vrednost zagotovo najmanjša. Ena je pri minus 5, druga je pa pri 5. Če bi pisali pa v spodaj, da sta te dve števili naravni števili, potem bi bilo pa rešitev samo 5. Se pravi, en je, A je, B je minus 5 in A je minus 5 ali
B je 5 in A je 5. To sta dve rešitvi. Določi ekstreme funkcij, zdaj ta je še malo lažje, ker je tukaj že funkcija napisana, moramo to samo odvajati, je 3x kvadrat minus 3 in ker je ekstrem, moramo odvod izenačiti z nič. To pomeni 3x kvadrat je 3, delimo vse skupaj za 3, se tukaj pokrajša in dobimo, da je x kvadrat 1. Zopet, ker je kvadratna, dajmo vse na eno stran. Razstavimo kot produkt vsote in razlike in dobimo x1 je 1, je minus 1 in x2 je 1. Zdaj, to sta šele x-a, če hočemo, se pravi, ekstrema sta dosežena pri minus 1 in 1, zdaj pa izračunamo še vrednosti y-a, koliko je y1, stavimo tukaj le notri. Torej imamo minus 1 na 3 minus 3 krat minus 1 plus 2, minus 1 na 3 je minus 1, minus 3 krat minus 1 je plus 3 in plus 2 in to je skupaj 4. Se pravi, če je x1 1, je y1 4. In prva ekstremna točka, recimo A, je minus 1 in 4. Pri minus 1 je dosežena vrednost 4. Druga ekstremna točka je pa pri 1. In kaj je y2? Je pa 1 na 3 minus 3 krat 1 plus 2 in je 1 plus 2 je 3 minus 3, to je pa nič. Se pravi, to je pa vrednost 1 in nič. To so naše ekstremne vrednosti. Se pravi, tretja naloga. Zapiši enačbo tangente. Takoj, ko imamo tangento, tangenta vemo, da je neka premica, ki se dotika, vemo, da rabimo to obliko y je k krat x plus n. Na graf funkcije. Zdaj, če imamo tangento na ta graf, vemo, da je odvod te funkcije enak smernemu koeficientu tangente, torej temu k-ju. In zdaj izračunamo, koliko je odvod od tega. Ker je to količnik, bomo odvajali tako, da najprej odvajamo zgoraj, 1 minus x, odvod od 1 je nič, odvod od minus x je minus 1, krat spodnji. Potem pa napišemo minus, prepišemo zgornjo in odvajamo x plus 4, odvod od x je 1, od 4 pa nič. Vlomljeno z spodnji na kvadrat. Bomo to še ulepšali. Minus 1 krat x je minus x, ali pa minus 1x minus 4, minus 1 in plus 1 krat x oziroma plus x, vlomljeno z x plus 4, se x-a pokrajšata in ostane minus 5 vlomljeno z x plus 4. In to je naš smerni koeficient, za katerega pa piše, da je pravokoten na tole. Pravokoten, to pomeni, da bomo mogli v bistvu poiskati, k pravokotno je minus 1 vlomljeno s k, lahko tudi rečemo, da je to pravokoten k, taki smo ga tukaj dobili, tukaj pa ven dobimo, koliko je k. Dobili bomo tako, da bomo najprej minus 5y dali na drugo stran. Dobiti moramo namreč to eksplicitno obliko, kot tukaj zgoraj. Ker iz eksplicitne oblike lahko dobimo ven k. Eto, delimo s 5 in dobimo x po petin plus 7 petin je enako y. Torej je, če je y enako to krat 7 petin, kaj je zraven x-a? 1/5 in to je smerni koeficient. Se pravi, naš k je 1/5. Koliko je potem k pravokotni? Minus 1 vlomljeno s k, kar je isto kot minus 1 vlomljeno z 1/5, kar je v bistvu obratna vrednost od 1/5, kar je minus 5. In tale naš odvod
mora biti v bistvu minus 5. To pomeni, da je minus 5 polomljeno z x plus 4, tukaj smo še spustili na kvadrat, tole, x plus 4 na kvadrat, isto kot minus 5. In zdaj se minus 5 pa minus 5, tu lahko rečemo tudi enine, lahko bi rekli, da vse skupaj najprej z minus 1 pomnožimo pa minusi odpadajo, potem pa dobimo 5 krat 1 je 5 in 5 krat x plus 4 na kvadrat. Ker sta na obeh straneh petki, lahko petki krajšamo, pa tukaj ostane 1 in ostane, da je x plus 4 na kvadrat enako 1. Zdaj, tukaj lahko kar povemo na pamet rešitve, se pravi prva bi bila, da je x plus 4 enak 1 in 1 na kvadrat je 1, ali druga rešitev, da je x plus 4 minus 1. Če je x plus 4 1, to pomeni, da je x enako minus 3, če je x plus 4 minus 1, pa pomeni, da je x enako minus 5. To je ena možnost. Druga možnost pa je, da enostavno čisto normalno rešimo to enačbo. To je v bistvu x kvadrat plus 8x plus 16 pa minus 1 je nič. To je x kvadrat plus 8x plus 15, enako nič pa povjeto to razstavimo, je to x plus 3 krat x plus 5. In kdaj je to nič? Takrat, ko je to minus 3, sprav, ko je tole prvi del nič ali pa ko je drugi del nič in isto dobimo rešitve. x1 je minus 3 in x2 je minus 5. Enačbo tangente na to. Zdaj, kaj to v bistvu pomeni? Da ta funkcija ima tangento, ki je vzporedna s to drugo vrednostjo v točkah minus 5 in minus 3. Ampak mi moramo še to tangento napisati. Kako je že? Tangenta y je k krat x plus n. Y je k krat x plus n. Zdaj pogledamo, kaj vemo. Vemo, koliko je k. K je ta tukaj. Kaj je v bistvu ta? Pravokotni odvod funkcije, to je minus 5. Zdaj moramo pa še y pa x določiti. Imamo kakšno? Imamo kakšno točko, ki leži na tem grafu? Lahko zračunamo, lahko si čisto zmislimo kakšno točko. Recimo točko f od 1 je 1 minus 1 je nič, pa 1 plus 4 je 5 in to je nič. Aha, to pomeni kaj? Da je točka s koordinatami x je 1, y je pa nič. Zdaj bomo za x pa y to ustavili. Minus 5 krat x je 1 plus n je nič. To pomeni nič je minus 5 plus n. Zdaj minus 5 damo na drugo stran je plus 5 in dobimo, da je n enako 5. Torej tangenta y je, kaj je minus 5 krat x plus 5. To je naša tangenta. Gremo k četrti nalogi. Določi odvode funkcij. Zdaj f od x je šesti koren iz x na 5. To je v bistvu x na 5 šestin. In če gledamo odvod tega, prepišemo 5 šestin, krat x na 5 šestin minus 1. Prav to številko 1 odštejemo. Isto kot 5 šestin krat x na minus 1 šestina. Zdaj to bi lahko napisali tudi kot 5 šestin krat šesti koren iz x na minus 1. Ampak to ali to je v redu. To je zaključek. Kaj pa tukaj je odvod? To je količnik. Zdaj tole lahko še malenkost polepšamo. To je torej 6 krat tretji koren iz x plus koren iz x. V spodaj pa lahko to napišemo kot x na x krat x na 1 polovica. Zdaj
tukaj bomo dali 2 polovici, pa je v spodaj x na 3 polovice, v zgoraj je pa 6 krat tretji koren iz x plus koren iz x. In zdaj, če to odvajamo, moramo začeti z odvodom zgornjega. To je 6 krat tretji koren iz x je x na 1/3, torej 6 krat 1/3 krat x na minus 2/3. Pa še odvod druge, koren iz x je pa x na 1/2, zato ker 1/2 krat x na minus 1/2. In ta odvod moramo pomnožiti za celo drugo funkcijo. Se pravi, že 6 krat x na 1/3 plus x na 1/2. Potem pa je minus, pa prvo prepišemo celotno, se pravi zgornjo celotno prepišemo in pomnožimo z odvodom spodnje, ki je pa 3 polovice krat x na 1/2. In potem moramo dati v spodaj še x na 3 polovice na kvadrat. Gremo C primer pogledati. F od x, odvod od to je pa v bistvu posredna funkcija, kot da bi pisali, da je to nek t na 4. Se pravi, zdaj najprej to odvajamo. 4 krat t na 3. S tem, da namesto t-ja moramo staviti 2x plus 5. Torej 4 krat 2x plus 5 in na koncu moramo še to odvajati, krat 2. In je to 4 krat 2 je 8, krat 2x plus 5. In to je 16x plus 40. Eto, še en produkt za odvajati. Produkt odvajamo tako, da odvajamo najprej prvo funkcijo, to je odvod od e na x in to je kar e na x. In pomnožimo z drugim. Potem pa plus prepišemo prvo in pomnožimo odvodu z sinusem, kar je pa kosinus x. Zdaj tukaj lahko e na x izpostavimo. To stane e na x krat sinus x plus kosinus x in tukaj se ustavimo. To je končano. Gremo pogledati. E, odvod f črtica od x je najprej zgoraj, ampak tole zgoraj bomo najprej pomnožili. To je 2x kvadrat plus 2x minus 5x minus 5, spodaj je pa 3x minus 1. Zgoraj še izračunamo, 2x kvadrat minus 3x minus 5 volumno s 3x minus 1. In zdaj gremo odvajati. Ker je to količnik, najprej odvajamo zgoraj. Odvod zgornjega je 2 krat 2x minus 3. In to pomnožimo z 3x minus 1. Potem damo minus, prepišemo prvo celotno in pomnožimo odvodom z druge, spodnje. In potem naredimo še odvod gor. Z druga spodnja na kvadrat. Zdaj tukaj lahko zopet olepšamo, 2 krat 2x je 4x minus 3 krat 3x minus 1 minus, zdaj tukaj lahko tudi pomnožimo s 3, še lažje bo, če to trojko si tukaj napišemo in dobimo minus 6x kvadrat plus 9x pa plus 15 vlomljeno z spodaj nič ne množimo nikoli. Še v zgori odpravimo tako lepaj, vsakega z vsakim pomnožimo. 4x krat 3x je 12x kvadrat minus 4x minus 9x plus 3 minus 6x kvadrat plus 9x plus 15. 12x kvadrat, ja, v spodaj prepišemo. 12x kvadrat minus 6x je 6x kvadrat, minus 9x pa plus 9x se črta, ostane minus 4x in plus 18 volumljeno s 3x minus 1 na kvadrat. To bi bil rezultat. Še odvod od tega. To je pa zopet posredna funkcija. Tole si predstavljamo kot novo neznanko t. Koliko je že odvod od logaritma t?
je 1 za t, ampak namesto t vstavimo 3x kvadrat plus 4 in potem še to odvajamo. Odvod od 3x kvadrat je 6x, torej je to 6x vzamemo z 3x kvadrat plus 4.